na obisku. Z veseljem vam predstavljamo novo serijo podkastov Na obisku. V dolgem vročem poletju vas bomo vsak petek opoldne povabili k poslušanju pogovora z nekaterimi zanimivimi strokovnjaki in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju. Na obisk nas je povabil mož, pa oče 4 otrok, dedek 5 vnukov, predavatelj, sodelavec v družini in življenju, podjetnik, skavt, bloger, avtor podkastov in spletne strani Preprostost ter član Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Aleš Čerin, živjo. Živjo, Slavka. Ja, ženo Marinko imava kar veliko družino, 4 odrasle otroke. V starosti nekako od 36 do 26 let. Prva hčerka in zadnji otrok sin sta poročena, 2 pa še nista. Hčera ima še 4 fantke, živimo skupaj v isti hiši, v 2 nadstropjih. Sin se pa tudi odselil, ima pa zaenkrat enega fantka. Tako da pri naši hiši je kar pestro, ja. Imaš zdaj že dobro leto tudi podcaste in veliko je tem tudi, kako mlade pripraviti k poroki, da bi ptički zapustili gnezdo. Je tukaj povezano potem s to vašo družinsko situacijo, da sta 2 vmes še prosta, da rečem? Pravzaprav hčerka ni prosta. Hčerka je sestra, nuna pri družini Kristusa odrešenika, tako da ona ni prosta. Sin ima pa tudi dekle, s katero resno razmišljata o poroki, nista se pa še odločila za to. Tako da, ja, vsi živijo že od doma nekako, razen hčerka na svoje v Zgornjem Štuku. Tako da, ali je to dovolj daleč? Pravijo, da ne smeš staršem ucopati. Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu je šla hčera na svoje in po moje, tako kot mi dva ženo zagovarjava, je prav, da gre otrok po poroki takoj na svoje. Da se zdaj mož in žena nekako utrdita, da nekako mi pravimo v družini in življenju zgradita edinost, da ni več moj, tvoj, da ni več jaz, ti, ampak da sprejmeta nekako kulturo mi dva in to, da naredita to oddaljeno od staršev, ne? Tako da ni motena, zlahka se in tasti in tašče začnemo vtikati, kar nič nam ni prav. Tako da mi dva zagovarjava to, da naj gresta za nekaj let na svoje, da se utrdita, da postaneta nekako si edina na pomembnih življenjskih področjih, od organizacije gospodinjstva do vzgoje otrok, do odnosov, ki jih imata s svojimi starši, da tukaj res se naredi en tak, zid je premočna beseda, ampak vendarle, da se mi, ki bi se radi vtikali, zaletimo v nekaj, kar je dokaj neprobojno. In izkušnja tega, da je hčerka prišla domov, je tudi dobra, kljub temu, da lahko mi dva prideva v resnici v copatih na obisk, ampak mi smo se zelo dobro zmenili. Mi smo rekli, zaradi enih zdravstvenih razmer je hčerka prišla domov, da sva nekako pripomogla k temu, da je ona lahko obiskovala zdravnike in vse tako. So prišli domov, ampak smo rekli, dajmo se najprej zmeniti. In to, kar smo se domenili, smo tudi zapisali in zarisali meje, da tako rečem, pa ne samo te fizične meje, tudi te fizične meje med 2 gospodinjstvoma, ampak tudi te psihološke meje, pa čustvene meje, tako da smo jih lepo postavili, jih zapisali in se jih zdaj držimo. In jaz sem varuh zaveze, da se tega držimo. Taka zanimiva izkušnja, pravzaprav zanimiv ris teh odnosov. Dobro je vedno vnaprej, pravijo besedani konj, kar se vnaprej dogovorimo,
nekako lažje vzdrži, vse pritiske življenja. In kasneje sem imela pripravljeno naslednje vprašanje zate, ampak ker si že sam omenil, si dejal, da je ena od hčera sestra, nuna. Vera je zelo pomembna v vašem življenju. Mi jemljamo Boga zares. Ne fejkamo vere, ne skrivamo to, da smo verni katoličani. In vidimo zdaj še posebej v tej situaciji, pa v tej moji situaciji levkemije, kako pomemben dejavnik je bila močna osebna vera, to se pravi en tak pristen, oseben odnos z Bogom. Nekako, ko sem bil v levkemiji, sem se nekako izročil v Božje roke in si rekel, glej, Gospod, tvoj sem, lahko da odhajam že k tebi. Na to sem pripravljen, takoj preden se začela prva kemoterapija, sem poklical bolniškega duhovnika, prejel vse zakramente v šali, nekako, čeprav takrat ni bil čas za šalo, sem poslal slikco ženi, nekakšne podobice, kamor je duhovnik označil, da sem prejel vse zakramente, sem poslal ženi in rekel, žena, glej, jaz sem pripravljen, mogoče ena pesem mi je takrat tudi rojila po glavi Leonarda Cohena, ko se je poslavljal z tega sveta, je rekel, I'm ready, my Lord. In tako sem tudi jaz nekako ženi rekel, glej, žena, jaz sem pripravljen, odhajam, morda ne, in čakam te gor. Tako da ena milost mi je bila takrat dana, ko sem slišal za svojo levkemijo, ko mi je mlad zdravnik rekel, gospod Čerin, usedite se po celo dopoldanskem tam nekakšnem tretmaju na infekcijski kliniki. Mi je mlad zdravnik rekel, gospod, vi imate akutno levkemijo. In milost, ki mi je bila dana, je bila ta, da sem lahko takrat izrekel besede, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. In prispodoba pastirja je prispodoba dobrega pastirja. In dobri pastir dobro poskrbi za svoje ovce, če smo da je te paraleli pastirovca, včasih rečejo katoličani, vi ste ene ovce. Ja smo, sami imamo Boga za pastirja. Aleš, to je bil tudi pravzaprav vzvod, da si se pridružil potem v nadaljevanju, se mi zdi kar hitro, Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, pa denimo potem kasneje lani po zimi tudi temu rehabilitacijskemu programu za bolnike s krvnimi raki. Kaj ti to pomeni, zakaj meniš, da je to koristno zate ali pač za koga drugega? To je koristno za vse, to bi bilo pravzaprav koristno za vse. Zdaj lahko se vključimo bolniki z limfomom, levkemijo. Jaz sem že tam v bolniški sobi slišal za to društvo, sem dobil materiale, sem dobil neko darilo za božičju in sem začel potem to spremljati, takrat, ko sem bil dovolj dober, da sem lahko brskal tudi po internetu. In sem vedel, da je to dobra reč, da bazira na teh 3 stebrih, ki so prehrana, psihološka podpora pa telesna vadba. Enostavno sem takrat rekel, temu sem jaz pridružil nekaj in sem se takoj začel hoditi na srečanja, se vključil v program in sem strašno zadovoljen s tem, tako da sem delal take realne spremembe, saj v enem predavanju, kot ti strokovnjakinja za hrano govori, se ne moreš vse absorbirati, pa vse vnesti v svoje življenje, ampak nekaj pa zastrižeš z ušesi tam, kjer si najbolj odmaknen od tega, kar bi bilo v redu, da je, naprimer. In sem kar kakšne spremembe uvedel v svojo prehrano, recimo, tudi na psihološka predavanja sem hodil. Posebej mi je bil všeč ta program vadbe z Urošem Koževem, meni je bilo to fenomenalno, jaz bi še zdaj, oziroma bom še zdaj naprej hodil. To je lepo nas vodi, lepo pomaga, da vsakdo nekako zmore, da priredi vajo nekako za več, tiste, ki zmore več, pa tudi za tiste, seveda, ki zmorejo še manj v tej fazi. Tako da to je bilo zame odlično, ne sem tako normalno dobro, ampak odlično. Tudi profesor Zupanova, ko sem tako poslušal njena predavanja, ko govori o pomenu te telesne vadbe, o pomenu tega, da moraš 5-krat, 6-krat na teden zašvicati,
Jaz sem to vzel zelo resno, tako prav, lej žena, profesor Zupanova tole pravi, jaz bom šel zdaj vsak dan v hosto, ne? Tudi v karanteni sem šel, ko smo bili omejeni na občine, jaz sem raziskal Ljubljanski vzhod, ko ga nisem poznal zdaj pa poznam vse potke tam, ne? Tako da jaz sem se v avto usedel na Golovcu in še tam okoli Jančke, še vedno sega tja Ljubljanska občina, hvala Bogu. In vsak dan hodil od začetka pol ure, 1 uro, 2 uri do tega, da sem hodil 5-6 ur. In mislim, da to bi priporočil vsakmu, ne samo nam, ki smo bili uslovljeni ob bolezni. Je pa tudi res, da je šport bil blizu že prej, da imaš rad, mislim, da orientacijske teke, pa trekking, pa padala nekoč prej. Tako da pravzaprav je to pisano tebi na kožo, torej taka vadba, seveda verjetno prilagojena v določenih fazah. Ja, jaz že od mladosti, od najstniških let sem športnik, zdaj nikoli nisem bil v vrhunskem športu, nekaj let sem treniral košarko, ampak sem bil presuh takrat in sem to potem opustil, ampak potem se pa začel ukvarjati z maratonom, s smučarskimi teki, rekreativno in bil spodoben rekreativen tekač. Potem, ko se človek poroči, pridejo 4 otroci, bilo tega malo manj, potem sem zablodil malo v gorništvo in to tako po nemarkiranih poteh, tako da je bilo treba takega avanturističnega duha malo. V enem obdobju sem pa potem letel s padalom. Temu jaz rečem eno tako ne preveč posrečen šport za očeta 4 otrok, tako bom rekel. Dokaj nevaren, takrat ne občutiš te nevarnosti in če rečem, mi je bilo dano, da sem preživel tudi en precej velik incident in od takrat naprej potem sem se zavedel, da ne želim pustiti mlado vdovo s 4 sirotami in sem se odločil, da se tega ne grem več in nisem potem nikoli več letel. Pol kasneje sin me je povabil me je v orientacijski tek. Ta šport pa v resnici priporočam vsem, ki se radi gibljete po neznanih področjih v gozdu. In ta šport je tak, da dela oboje, ne pravimo, orientacijski tek je tek za intelektualne tekače, ker je to kombinacija dela intelekta in pa dela nog in telesa. Ni neka rutina teka po asfaltu, magari po makadamski poti, ampak je to stalno neko umikanje vejam, preskakovanje ovir v gozdu. Obenem pa nikoli ne moreš teči tako hitro, ker moraš najti najboljše izbire poti med 2 točkama, možnih je pa poti med 2 točkama in potem izbiraš najboljšo, tako da dela glava, noge tako na en tak dober način. Tako da res priporočam ta šport. Tisti, ki me poslušate, poiščite me in lahko vam pripravim progo na Golovcu v Ljubljani ali pa kje. Omenila sva že tvojo spletno stran Preprostost, snemaš tudi lastne podcaste, si avtor podcastov o življenju z bolj preprostimi izbirami. Zanima me, kaj to pomeni? Glejte, morda najprej odkje to izhaja. Jaz sem dolgo leta delal v Leku kot ena sorte raziskovalca, analitik v analitskem laboratoriju. Zelo cenim farmacevtsko korporacijo Lek, veliko mi je dala, ampak vendar sem potem enkrat šel na svoje, sem v želju iti na svoje in sem se začel ukvarjati z izobraževanjem, svetovanjem, tudi v laboratorijih. No in potem je nekako prišlo tako, da sem lahko delal na Poljskem, v Ukrajini, v velikih farmacevtskih podjetjih in tam sem opazil, jaz sem stalno si predstavljal, kaj bom jaz ljudem dodatnega prinesel v njihovo življenje v laboratoriju ali pa v razvoju, raziskavah. In sem opazil s časoma, pravzaprav zelo kmalu, da je moja naloga, da jim jaz odvečno umikam iz njihovih poslovnih življenj. To se pravi, kaj je pri vas odvečnega? Zakaj to delate? A ja ne veste, opustite. Tako da imajo vsega preveč in delajo preveč,
in delajo nesmiselne stvari, ki ne dodajajo nobene dodane vrednosti poslovnemu okolju. In v tem sem se tudi jaz vprašal, kaj je po tvojem osebnem življenju odveč? Kaj je tisto odvečno? Ne? In kdo v meni povedal, kaj je odvečno? Ja, jaz sam. In tudi tako sem se potem odločil, da so to moje bolj preproste izbire, ki jih ne bom apliciral na ženi ali pa na otrocih. Tako da na sebi pa. In sem začel potem s tem blogom Preprostost. Enostavno sem začel pisati, kaj odvečnega je v mojem življenju, o tem razmišljati, o tem pisati, s tem se ukvarjati in spravljati v življenjsko prakso. Ker danes, veste, imamo toliko ene spodbude za nakupovanje stvari, ki mnogokrat ne prispevajo k ničemer v življenju, razen gneči, k temu, da imamo zabasano stanovanje s stvarmi in polnemo mi v tem koncu sveta stanovanja s stvarmi in ne z ljudmi. In se ukvarjamo s stvarmi in ne z odnosi. Prihajajo pa ljudje, ki dajo poudarek ljudem in bi radi pravzaprav naše stvari. Tako da, ne vem, jaz to zdaj že od 2003, bo to 18 let že, ali koliko, se s tem ubadam in se je to nekako zapeklo vame. Razen odvečnih stvari, katere so še tiste reči, ki nam ne služijo, kako bi recimo povzel to svoje raziskovanje, skoraj da 18-letno, da zbiraš bolj preproste izbire. In hkrati tudi vprašanje, tudi z izbiranjem izbir je lahko cel problem, ker danes imamo blazno veliko izbire in nas tudi to lahko obremenjuje. Lejte, zakaj rabim izbiro 18 jogurtov v marketu? Jaz se s tem ne ukvarjam več veliko. Mi nakupujemo osnovno hrano. In v enem projektu, ko sem se ga enkrat lotil 1 evro na dan, kjer sem se povprašal in probal praktično živeti to, da se bi prehranjeval za 1 evro na dan, tam sem se pravzaprav veliko tega naučil. 2 meseca sem se šel in sem se odločil, da bom recimo v tem primeru hrani vrednost jaz dodajal sam. In tako da zdaj večinoma nakupujemo osnovna hranila v večjih količinah pri verodostojnih ponudnikih. Relativno redko gremo v trgovino. Recimo v 12 letih, ne vem, če smo 5krat kupili kruh. In ko človek peče kruh, recimo 10-12 let, je to taka rutina, da ne moreš nič faliti, ratati. Jaz imam še navado kot farmacevt, da lepo delam vse na tehtnico. Se ne želim, ker je to lažje, hitreje in vedno rata. Občutek potem pride takrat, ko človek res to obvlada. Tako da jaz rabim za peko 2,5 kg kruha 9 minut mojega dela gre. Ostalo delo je pa od pečice. Namreč pečica pa dela za tistih ne vem, koliko že kilovatna ura stane, sem šel tudi to računati, kaj pravijo ljudje, pa sam imaš del s kruhom, pa še tista draga elektrika. Ja, koliko pa je peka kruha? Evo, 23 centov, 2,5 kg. Tako sem nekako pred leti to zračunal. Tako da jaz pravim, dej kakšno stvar v suhe številke, da boš imel dejstva pred sabo, potem se pa na podlagi dejstev odloči. Tako da sem se tudi tega naučil v projektu, recimo 1 evro na dan. Tako da jaz lepo pečem kruh in si pravim, a ne moram imeti 10 minut na teden cajta, da bom tisti kruh spekel in ga spečem iz vrhunske moke, iz vrhunskega mlina za zelo majhen denar. Tako da, ko sem šel računati na leto 4-člansko družino, recimo je prihranek, a ti pečeš kruh sam ali pa kupuješ en tak mal boljši kruh, recimo 800 evrov. Potem se pa ti vprašaj, a ti 800 evrov kaj pomeni ali ti ne pomeni nič. Najbrž ti ne pomeni nič, če imaš 10.000 evrov plače, če imaš pa 900 evrov plače, je pa to skoraj ena plača. Tako da, in pravim, ne odločimo se samo na podlagi čustev, ampak dejstev.
Tudi z vidika zdravega prehranjevanja vedno pravijo, čim manj procesirane hrane, čim več, kar lahko sami in z dobrih virov pripravimo. Tako da čestitke so popularne zdaj pri vas tudi druži, ali ste na kvasu? Jaz sem kompliciran s temi družmi, to je en mambo jumbo za mene. Kvas je naravna reč, to so kvasovke, saharomice, servisije. Samo da so te narejene industrijsko, ampak kaj to pomeni, da so jim hrano za nafutrati in so se lepo razmnožile, so jih posušili, vakuumirali in jaz lepo kupam tele lepo kvasovke in čist nič ne kompliciram. Glejte, tudi jogurt recimo, jaz vsak teden naredim 4 litre jogurta in glejte, sem šel računati, koliko embalaže se ne vrže stran, mi namreč nič embalaže ne mečemo stran, kar se jogurta tiče, ker ga nikoli ne kupimo. Ga pač naredim in to kupim potem tudi kulturo tam, ki jo kupujejo mlekarji in je vrhunski jogurt. Iz vrhunskega mleka, ki mi ga pripelje kmet vsak teden 10 litrov, 6 litrov imamo zdaj že eno, to je prej, ko so bili še otroci. Iz 4 litrov naredim jogurt, 2 litra imamo pa še tako in čao. In niti ne mečemo potem stran embalaže za mleko. V teh vaših blogih, pravzaprav v resnici sem poslušala podcaste, zelo zanimive teme, ker ste prej že rekli, da ste zelo duhovno naravnani, je nekaj tega tudi notri, sicer so pa teme recimo odnosi med žensko in moškim. Pravite, tudi vse te odnose na nek način preveva ali jih je prepletla nekako potrošniška naravnanost, tako moško-ženske, kot moške in njihova lastna percepcija njih samih, da je tudi vse to podrejeno potrošništvu. Preveva nas kultura odmetavanja. Se pravi, gledajte, jaz se spomnim, rahlo se spomnim, da sta šla moj oče pa star oče v Trst po pralni stroj. In ti pralni stroj je delal 18 let. Pralni stroj na začetku te kariere, recimo, ko še ni bil razvit, je kar deloval. Zdaj pa kupiš pralni stroj in deluje par let in potem so še dvignili ceno rezervnim delom, tako da se kar ne splača več popravljati in mi smo se navadili te kulture odmetavanja, in verjamem, da smo jo prenesli tudi na kulturo odmetavanja odnosov. Danes se odnosa ne splača popravljati, bom kar zamenjal. Tako ena anekdotično je, dva sta preživela skupaj, mož in žena, 65 let, lepo poročena, in se vprašali, kako sta pa toliko časa lahko skupaj zdržala. Ja. Ne ostala pa zdržala. Zdržala pa rekla gospa, a veste, midva sva še s časov, ko če se je kaj pokvarilo, smo šli popravljati in ne metati stran. In mi pa to delamo, mečemo stran odnose, mečemo stran tudi človeška življenja, ker v tej koroni se kar v zraku čuti, da se nas plača ljudi, ki bodo itak čez nekaj časa šli popravljati in jih dati na respiratorje in tako naprej. Če tudi sem opazil, da ta kultura še ni toliko prodrla v nas, da so zdravniki se potrudili za vsakega pacienta, kolikor so se le mogli. Ampak počasi vendarle to prihaja tudi k nam. Upam, da ne še kmalu. Tukaj bi pa skoraj da malo oporekala, ker se mi zdi, da smo kot družba tako vsaj v prvem valu stopili skupaj in imeli vsi v zavesti, da je treba posebej starejše varovati, seveda tudi kronične bolnike in res, da so se ostale generacije maksimalno potrudile, mnogi so izgubili delo zaradi tega, otroci niso bili v vrtcih in šolah in da smo dali vse od sebe, je pa res, da dolgo traja vse skupaj. Absolutno, ampak jaz sem zaznal, sem predvsem želim biti na socialnih omrežjih, da čutim utrip družbe. V nekaterih delih družbe se pa že začutila ta tendenca. Ta korona, se mi zdi, nas je kar na veliko razgalila, vsakega posebej po malem, pa družbo kot tako tudi. V mislih imam to nezaupanje, ki se pravzaprav poraja zdaj v znanost. Tukaj smo zdaj vsi kar nekako enaki, pa nismo. Nekateri so to študirali, nekateri smo pa kaj v tem prebrali. Verjetno je malo razlike, domnevam. Da domnevate, veste, in jaz tudi vem in mnogi seveda zaupamo znanosti. Jaz sem imel priliko, ko sem imel
levkemijo, ko sem ležal na intenzivnem oddelku, ko ne moreš nič, samo da ležiš, odvisen si od če rečem po domače, ne moreš ne lulati, ne kakati, ne nič, samo ležiš lahko v stiski sepse, ko ti tudi pljuča voda zaliva lahko, ne. No, sem tako slišal od kolega, ne, ki je ležal 2 metra stran, hropil pod respiratorjem, ampak obenem pa podučil zdravnika, ki je zdravnik s 30-letno prakso, z medicinsko fakulteto narejeno, stalno nekaj bere, kakšne članke, se izobražuje, ima izkušenj, ne, mnogo, a zdaj se pa najdeš ti, ki si prebral na eni ekološki spletni strani, da se zdravi raka sodo, bikarbono in javorovim sirupom. In to zahtevaš od tega zdravnika, da te zdravi. Glejte, pojma nimaš niti o svoji osnovni bolezni, ne poznaš, zakaj so te zapleti nastali, ki so nastali, ne veš nič o mehanizmih zdravljenja, ne znaš niti enega resnega članka prebrati in ga razumeti, razumeš pa nekaj zelo poljudnega in potem od strokovnjaka to zahtevaš. To je, temu rečem jaz, napuh vsevednosti. Ne? Sem čuden je vseeno, da ljudje kar naenkrat verjamejo pod narekovajem rečenim strokovnjakom, ki so velikrat kakšni medijski zvezdniki, pop zvezdniki in so se kar iz teh pop zvezdnikov prelevili v strokovnjake za virologijo, za mikrobiologijo, za preventivo proti nalezljivim boleznim. Vse vedo in na veliko objavljajo te stvari. Temu se pravi Dunning-Krugerjev efekt. Pomeni, človek, ki malo ali zelo malo ve, se precenjuje v znanju. In tudi obratno deluje celo. Ne? Človek, ki veliko ve, se pa podcenjuje v svojem znanju. To je, vem, da nič ne vem, ne vem veliko, ampak to je še vedno kaj. Jaz sem to od doktor Zvera slišal, mi veliko vemo o boleznih, ampak čisto vsega pa še ne vemo. Čisto vsega pa še ne vemo in lahko se človek tudi, telesa naša so različna in se boš lahko drugače odzval na to zdravilo. Večino se takole odzovejo, ti se pa ne boš. In to sem jaz velikokrat slišal od vrhunskega strokovnjaka. Ne? To je napuh vsevednosti. Pa tudi napuh tega, ne priznavam nobene avtoritete več. Čas nama je zelo hitro stekel. Veliko zanimivih stvari je možno slišati na tvojem, kot sem rekla, podcastu. Veliko omenjaš svojo ženo, gospo Marinko, to se mi zdi zelo, zelo lepo in lepo je slišati, no, da je mož ponosen na svojo ženo, morda ne zelo vsakdanje v tem našem prostoru, škoda. Zanima me, kaj je recimo tvoj nasvet za en kakovosten, zdrav zakon ali pa dolgo partnerstvo. Delo na odnosu, pa jemati zavezo za res. Mi rečemo do konca življenja. Ne? In to je imeti za res. V tej kulturi odmetanja hitro to rečemo in potem se tudi poprašati, kako sem jaz lahko boljši mož. Kaj jaz lahko naredim? Kaj je moja vloga tukaj kot moža? In ji dam tudi priznanje za tisto, kar ona dobro dela. Marinka je pa dejansko žena, ki me je v ključnih situacijah, v ključnih odločitvah, ko sva šla na svoje, ko je bila kriza tudi v mojem podjetništvu, me je vedno 100% neusmiljeno, jaz pravim, čeprav ni pravi izraz, podprla in je bila njena vloga neprecenljiva. In jaz verjamem v to, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska in tudi, zdaj se bom hvalil, tudi jaz ti želim in ji pomagam pri njenem razvoju. Tako da vsakodnevno delo na odnosu in pa ena kultura hvaležnosti. Lepo se zahvaliti za to bitje, ki zraven tebe leži. Zjutraj, mogoče se ti minutko prej zbudiš,
tvoja žena še spi zraven, rečeš, hvala, koliko imam dobro ženo, poglej ti to, kakšen cepec bi bil, če je ne bi imel. Ne bi se v 41 letih, ko se brusva, se tokle v brusu, jaz bi bil tam, jaz zahojen pijanček mogoče, ali pa zaklušaril bi, če ne bi imel. Hvala, ko jo imam. Hvala, ko skrbi takole zame. hvala, ko se lahko dopolnjujeva, da ona prinese milino, jaz pa malo okvira in ne vem, tega, kar ne bi moški prinesel. Ta kultura dopolnjevanja in jaz kar verjamem, da je Marinka najboljša žena tega sveta zame in tudi verjamem, da sem jaz najboljši mož tega sveta za njo. To sem izbral in tole bo trajalo do konca življenja in vse bom dal od sebe, do konca se bom potrudil, da bo tako ostalo. Še več, zakon mora biti nekaj tako lepega, da vsakdo, ki to vidi, jaz bi tudi to. Tako midva sta to prišla do tega bolj v zadnjih letih, sem imela tudi kar kakšno dramo kdaj, nikoli niso bile na robu ločitve ali pa kaj, ampak vendarle se je pa to izkazalo tudi v bolezni, ko sem opazoval v samoti bolniške sobe, pa ko sem bil kdaj s kakšnim partnerjem v sobi, ali pa ko nas je bilo več, ko se vidi, ko odnosi ne grejo, je težava tudi v bolezni. Marinka je tukaj mene podpirala, vsak dan je bila tukaj 2 uri, ni odšla po 5 minutah, imela so se kaj pogovarjati, razčistila sva še lahko stvari, ki so bile še morda senca med nama. Oporoko sem napisala, vse to se je lepo uredilo in ne prvošam levkemije, ampak vse, kar dobrega pa je prišlo iz hude bolezni, pa vsakomur prvošam. Je pa res, da to ne pride avtomatsko, da mora biti prej osnova. Zato sva pa bila midva na seminarju, ko ga v družini življenju organiziramo z naslovom, ko pridejo preizkušnje, in midva so šla takrat bolj tako iz firca, pa nisva vedela, da nama bo to že čez kakšno leto izjemno prav prišlo. Tako da tole podpiramo drugega v rasti na področjih, kjer imamo darove, kjer je treba še poiskati včasih darove in omogočati drugemu razvoj teh darov, ki so nam bili dani. Aleš Čerin, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Moram takole ob koncu najnim poslušalcem razkriti, da me je bilo prvo straha, nam bo uspelo tale podcast sfurati do konca, ker nazadnje, ko smo snemali, smo se tako zaklepetali, da smo pozabili, da tehnično stvari niso štimale in smo morali še enkrat. Tako da res hvala za čas in ta pogovor. Hvala tudi vam. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se na obisk povabi spet prihodnji petek ob 12. uri.